greš še popravljati. Ja. Z Istra 300 je šla, je, ne? Ja, je. Koliko si pa vozil? 10 pa 20 minut nazaj. 10 pa 20, jaz pa 10, 45. Se sem še pol, kar so ljudje šel, ne? Ja, Ljubljan, amater. Današnji filci. Številko dresa vam dam. To je Lahko res, ja. Dobrodošli v Silnici, v deželi Petra Klepca. Nekaj minut še manjka do 10, torej imate še približno pol ure možnost za prevzem vaših štartnih številk ali pa upraviti prijavo, če te slučajno niste storili v predprijavi. Ribljan. Ejga, kako je se zacelil? Ja. Kako je pa kaj bilo? Mislim, sem videl kaj, bilo posnetek. Dober dan si skupaj, da se vzpon na strmo Reber, imam cifro 16. Je ta Kluškan klanček, kukor sem malo gledal, je 35 minut, tja, po 40 minut bi mogel biti. Trenutno je 13 stopinj, tako da imam spodaj dolge rokave, zgori pa rokavičko nisem dal. Gremo na štart K10 do in vidimo, kaj se bo zgodilo. Štart je pa slabih 500 metrov od hrvaške meje. Dajmo malo pomahati, droni v zraku, kamer vas prede, dajte pomahati. To, petično, Kremer na strmo Reber, 8,4 km dolga preizkušnja, 720 metrov nad morjem. Minuta do štarta, e-bajko, tako Tako letiš naprej štartejo, ne? 2 minute prej. Najprej bomo štartali e-bajke, potem čez nekaj minut za njimi štartamo vas. Torej uživajte v današnjem vzponu. Danes marsikdo izmed vas napadel tudi tisti najhitrejši čas, to pa pomeni 27:16. Kot je organizator že povedal, je kolesarski vzpon na Kreber na strmo Reber dolg 8,4 km, 720 višinskih metrov, kar pomeni 8,8% povprečni naklon. Tega dogodka sem se udeležil prvič, tako sem se pred začetkom dirke malo pozanimal in vprašal druge, kjer moram biti malo bolj pazljiv. Edino, kar sem zapomnil, je, da je pred koncem dirke malo daljša ravnina. Ta informacija mi bo v nadaljevanju zelo pomagala. Prvi kilometr klanca sem se prepustil občutku, gala nisem držal, sem je forma po padcu v Istri padla, tako da sem ga kar spustil. In tukaj je današnja konkurenca, Tadej Dokša. Čeprav je mlad, ima za svoje leta gromozanski potencial. In smo prišli na vrh kilometrskega vzpona do prvega in edinega spusta na tej trasi. Ker sem se hotel vse malo regenerirati, sem spustil druge pred sabo, da so vlekali na spustu. Po spustu se je začel glavni del klanca, kjer sem spustil skupino in šel svoj tempo. Skupina se je počasi oddaljevala, čeprav me to ni motil, saj sem se odločil, da bom zviševal tempo proti koncu dirke. Kot vsakič je tudi nova Forendurance Skoda, mat Forend za 10 € popusta. Opazil sem, da se Tadej počasi ustavlja in sem ga po strmejšem delu klanca ujel. Na 3. kilometru me je ujel in prehitel Aljaž, svojo skupino vedno mladih kolesarjev. To skupino sem probal držati, a kljub konstantnem tempu so zame preveč skakali. Naredila se je luknja, a nisem bupal, saj sem vedel, da je vsaj še polovico dirke. Tudi večno mladi so se začeli ustavljati. Začel sem počasi zviševati tempo in ujel skupino, ki me je prihitela. Še ena slika. Potem pa sem res hotel ujeti Aljaža. Počasi se sem obližal in potem se kar naenkrat ta začela večati. Ni mi bilo čisto jasno kako, tako da sem povečal tempo, a to ni pomagalo.
Potem pa je Tadej kar naenkrat skočil. Ker se nisem zapomnil, kako dolga je dirka in sem pričakoval čas okrog 35 minut, sem ga spustil. Ker 5 minut pa sigurno ne bo držal takega tempa. Pogledal sem nazaj in nisem videl nobenega, tako da sem nadaljeval moj tempo in preden sem ga s konstantnim tempom ujel, je spet skočil. Potem sem sklepal, da so njegove moči že pri koncu, tako da sem ga pustil, se ga ujel v naslednjih parih minutah, potem pa sem videl na cesti 500 metrov do cilja. Za tem ovinkom je prišla tudi daljša ravnina, ki sem jo omenil na začetku. Edini cilj, ki sem ga imel zdaj v glavi, je, da ga moram ujeti. Mal pred ciljem sem pogledal nazaj in se videl, da je luknja velika. Smišljal, da je daljš, tam 35. Lep plan, sam... Par odsekov je takih. Kristučih ne bilo, ne? Ja. V redu je bilo, sem mislil, da bo še slabši. Mal prehiter šel? Ja. Skoro me je prehitil, gospodič. Je zadal za cilj. Zdaj zadnji kilometer skočimo prej. Sem ga je pol po ravnin zmanjkal. Dober dan. Dobar dan. Ja, skoro smo. Moraš si me? Ja, zdaj si še prišel skozi. Pozabil sem, da je še ena ravnina. Koliko časa drži gimbal? Za težko je zadržati. Zato, da je podpremo. Kar zanimiva dirka. Sem mislil, da je bolj konstanten klanc, ampak je skozi malo gor, malo dol. Je pa ful dobro poskrbljen glede vsega. Tudi sama organizacija je kar dobro zrihtana. Tudi svojega kamermana imajo. Matjaž, to vse evidentiral. Kar lep razgled. Takole je naprav za prve 3 uvrščene v kategoriji amaterji. Nagrado, da bo zapisan na tem večnem kamnitem pokalu na tekmi na Kreber na Strmoreber. Končal sem na 9. mestu v kategoriji s časom 31:10, kar le za prvič, kar je da upam, da si živel. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.